Ok, ampak načeloma izgleda, da je s hrustancem vse ok. Petra, jaz pa fake limona. So edina dva, ki so po koncu. Jaz imam pa dejt s tem hotičem. Pa se sam sebi smiliš, komatar. Zakaj še petaš? Zato, ker hočem ti ne zbuditi. To smo kar zanimiv dan. Več ali manj, ampak najprej moram pa kaj za sebe narediti. Jaz vem, da zgleda, kot da se afne koncam. Pa da tole nič ne naredim. Vem. Če te pa več zanima, pogledati vlog 556, zakaj me kle tresek enega debila. Come on, let's go. We're in a hurry. I have to go check out my knee because I have been having problems with it since high school, basically. You ready? Oh, I'm sleepy too, Ava. Let's do this. Ok, zdaj bo cel. Tako, kot sem povedal, tamali pičim v Celje, zato, ker nimam kolen več, nekaj jih imam. A dvorc Lanovš pozna, Lanovš? Pa gruntam, če bi se šel tudi tako malo preveriti. A veš, 36 sem star, že 100 let nisem bil pri doktorju. Mojega atija in mojega dedka je približno pri isti starosti srce rukno, jaz pa ne bi rad, da se mi to zgodi, ampak najprej pa kolen. Kaj pa ta lepotica, Leo? Ne cima me. Adijo! V glavnem, v Celje pregledati kolena, ugledati citacijo center, zato ker je na dva človeka, ki tam delata, poznam. A še sem strgal kolen, ker sem bil star 16 let v srednji šoli, sprav 20 let nazaj. In pa, ker sem dosti tak mehen pa čukat, pa imam veliko mišic tam okoli nog in lahko kljub temu športam. Ampak začel sem pa čutiti bolečine v obeh kolenih. Evo me. Kva so dobro zrihtali, stari, daj nehi, no. Ujebemo vraga. Tole je pa kar spreten kombo za takole zgodaj zjutraj, ne? Stari, kva so zrihtali. Se spomniš, ko je ta dvorc zgledal, preden so ga zrihtali? Aha, zelo žalosten, mislim. Ker se jaz spomnim, vse skupaj propada, pa fajn, da kdo prije pa reče, alo, kaj pa če bi nekaj naredil? Ne pred na pamet govoril, ne, ampak dosti šans imam, da grem danes od tole. Tako, ko sem rekel, jaz sem tukaj noter, upam, da mi od telefona strl, pa kaj zdaj bom pokazal, veš, kaj lahko menjaš ambient? Aha, čakaj, stari. Nikoli še nisem bil v Avstraliji. Pa se pa zamenja kar je na zaslonu, pa tudi lučke naokrog tukaj zadnji se spremenijo, v bistvu ambientalna svetloba, tako kot v avtomobilih, ne. No evo, to je to, magnet je bil narejen, naredili smo tudi CT, da smo dobili celotno sliko, kaj se dogaja z mojim levim kolenom, zato me je najbolj skrbel, zdaj spim še eno kavo, pa pičim naprej. A kako izgleda? Lej, približno takole izgleda moj kolen. Posteriorna križna, anteriorna križna, Kaj jo ni? ki je ni, oziroma je zelo boga. Potem ocenjujemo hrustanc, koliko je ohranjen, koliko je debel, čez kak je luknjeno. Ok, ampak načeloma izgleda, da je s hrustancem vse ok. Načeloma izgleda s hrustancem vse ok. Ok, to je to, jaz pičim dalje. Evo me na gross basketu, prvič sem kupiti eno darilo za eno prijateljico, zdaj pa... Kaj če bi danes recimo zadev eno iz CD, bo mi že. Ok, zdaj pa preden se tale vlog zaključi še en dosti pomemben update. A veš, nobena skrivnost ni, da kaj jaz posnamem nekaj, polkrat nekaj časa traja, da nastane vlog. Pravzaprav sem v zamudi tam ene 14 dni, 3 tedne. To ni tako malo. No in pa se mi je zdelo edini smiselno, da vam povem, kateri vlogi v naslednjih recimo 14 dneh še prehajajo. Ta prva stvar, Mercedes EQP. Pa sem šel s puncama na morje za en teden, šli smo z Mercedesom GLC, pa sem šel v tistem avtu, kaj je povedal. Bil sem na domači predstavitvi Audija A6, v tujino sem šel pelat ta novo Corso GSI, pa sem pa za poroko Uroša Patine zrihtal eno dost hudo BMW 7, pa bom tudi v tistem avtu, kaj je povedal. Njim grede, vse skupaj berem iz tegale, kaj je že, Mate 20 Lite. Počeli sem posnel ta prvo komotar minuto s tem avtom, ker sem vračal Mazda CX-5, pa prevzemal Forda EcoSport, pa Volkswagen Touarega. Pa bil sem v Črni Gori, tam sem med drugim vozil Mazdo 6, ta bo hud vlog, v bistvu bosta dva vloga. Pa valjda ne smem pozabiti, da pride še uraden video komotar Mita, ta v tem trenutku nastaja nekje na Primorskem. Pa z AMG smo se preganjali po Vranskem, pa po Siciliji sem vozil ta novega Cherokija. A ja, pa par dni nazaj sem v Italiji, kjer sem vozil prvi slovenski hypercar, Tušek TS 900H. Hibridni avto, pravzaprav je še v fazi nastajanja, jaz sem se sam pridružil testiranju, pa so bili tako prijazni, da so mi dovolili za volan. Ja, to je to za zdaj. Ne vem. Zdaj pa ta update končan. Zdaj veš,
kjeri video še vse pridejo in to je to. Bom pa probal zmanjšati ta zaostanek, kdaj se posname, pa kdaj je objavljen. Sam je težko. Zato, zadnji čase si res malo več časa vzamem, da ne montiram skozi, da sem še kaj s puncama pa tako naprej. Ok, zdaj pa res. Ajde. Še eno stvar sem pozabil povedati, sorry. Vsem pa, če bi rad videl, kaj se bolj v tem trenutku dogaja, spravo behind the scenes, to vedno poudarjam, ker tam pa dosti redno objavljam, kje sem pa kaj počnem, piči na Instagram. Tam nas je že 27 jurjev in jaz praktično na dnevni bazi kažem, kaj točno počnem. No to, zdaj pa res mislim, da je dosti. To se pravi, če ne bi rad čakal na kakšen stvari, pa bi rad malo videl, kaj počnem, Instagram. Ok, to je res to. Adijo.